Jasna ima magneten zbiralnik nakita in nakiti zlata, srebra, niklja in medenine. Kaj bo glavna sestavina nakita, ki ga bo pritegnilo na magneten zbiralnik? A zlato, B srebro, C nikelj ali D medenina? Obe ekipi menita, da je to C nikelj. Ja, še dobro, tudi jaz imam en tak poseben magnet, ki lahko privleče Jasno v studio. Jasna, čas je za Jasno in njeno bižuterijo. Evo, Rok, tukaj sem, super magnet imaš. Magnetizem je pojav, s katerim določene snovi delujejo z odbojno ali privlačno silo na druge snovi. Poleg magnetnega zbiralnika imam pripravljene še prstane iz zlata, srebra, niklja in medenine. Po vrsti bom magnet približala vsakemu prstanu in začenjam kar zlatim. Ko magnet približam zlatemu prstanu, ja, nič se ne zgodi, prstan se pravzaprav sploh ne premakne, kar pomeni, da med njima ni privlačne sile. Odgovor A izločimo. Gremo naprej na srebrn prstan. Če magnet približam k srebrnemu prstanu, ne, tudi v tem primeru se prstan ne oprime magneta, kar pomeni, da med njima prav tako ni nobene reakcije. Kaj pa v primeru, kjer imam prstan iz niklja? Takle prstan sicer lahko kupite marsikje, ker je nikelj poceni kovina in vidimo tudi, da v hipu pritegne prstan k magnetu. Takole. Poskusim še z medenino. Kakšna bo tukaj situacija? Ne. Tu se prav tako nič ne zgodi, kar pomeni, da magnet privlači samo prstan iz niklja. Se ima ta v sebi ene take feromagnetne snovi, na katere deluje močna magnetna sila. Z magnetnimi silami se sicer srečujemo tako rekoč vse povsod. V polnilcu telefona je na primer transformator, ki ne bi deloval brez magnetnega jedra. In še meni osebno najbolj zanimivo dejstvo je to, da se tudi Zemlja obnaša kot magnet, saj je jedro Zemlje v pretežni meri sestavljeno iz železa in iz niklja. Dejstvo pa je še, da je pravilen odgovor C, kar pomeni, da sta obe ekipi k sebi pritegnili novih 5 točk. Bravo!